Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji iz našega studia. Tokratni pogovor bomo namenili Svetovnemu dnevu Romov, zato sta naša gosta gospod Darko Rudaš iz Zveze za razvoj romske manjšine Preporod ter Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Sveta romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Pozdravljena. Dobar dan, lep pozdrav. Pa začnimo nekako pogovor tako, kakšen je trenutni položaj romske skupnosti v Sloveniji, pa mogoče gospod Muc najprej vi. Torej, položaj romske skupnosti moramo oceniti iz dveh zornih kotov. Zaradi tega, ker se ta položaj nekako razlikuje, torej na Dolenjskem, Posavju, Beli krajini so razmere sigurno slabše, v Prekmurju so te razmere malo boljše, ampak generalno, če gledamo in ker se zdaj danes pogovarjamo prav o dnevu Romov, se spominjam tistih let, tam 1988, ko smo še hodili na jugovzhodnem delu. Takrat so Romi na Dolenjskem živeli, torej nekateri, še pod šotori. To so bili polivlinasti šotori in ni bilo nobene infrastrukture. Danes v teh naseljih infrastruktura obstaja. Problemi so nekje v nekaterih naseljih, ker ni vode in elektrike. Tako da generalno, če gledamo, Slovenija nekako na tem področju izstopa napram drugim državam. Glede na to pa, da sem v začetku povedal, da iz dveh zornih kotov, pa lahko povem, da je pravzaprav pri nas sicer položaj boljši. Infrastruktura je urejena, tudi romska skupnost je bolj organizirana. Nekako lokalna politična sfera bolj upošteva želje in pa predloge romske skupnosti. Torej na jugovzhodnem delu pa opažamo, da pravzaprav ne glede na to, ali obstajajo romski svetniki, nekako nekatere občine romske svetnike nočejo vzeti za sogovornike. In to so temeljna vprašanja, temeljni problemi, s katerimi se pravzaprav v današnjem času romska skupnost sooča. Mogoče še vaš komentar? Položaj romske skupnosti v Sloveniji je nizek in tako kot je že bilo rečeno, je pa različen. Razlikuje se od občine do občine, vendar v vseh primerih lahko zagotovo rečemo, da je pa socialni status romske skupnosti bistveno nižji, kot ga ima večinska skupnost. Seveda nekoliko ugodnejši položaj je tukaj v Prekmurju, tako da tukaj v Prekmurju družbeno življenje omogoča dostopnost do storitev in seveda prav dostopnost do teh storitev prispeva k temu, da je tudi izobraževalna struktura boljša kot v jugovzhodnem delu, da je zaposlenost veliko višja in seveda vse skupaj pač to prispeva, da je tudi sobivanje pač veliko boljše kot tam v jugovzhodnem delu Slovenije. Treba je pa reči, da pač nekateri novi programi, nov program ukrepov za Rome in seveda tako, kot je bilo rečeno, lokalna politika prispeva k temu, da je položaj v fazi izboljšanja, tako da kmalu lahko pričakujemo, da bo tudi romska skupnost v prihodnje prispevni del družbe, ker bo seveda zagotovo prispevalo k boljšemu sobivanju. Zdaj, mogoče še kratek komentar na to, kje se razlikuje tisti izobraževalni del, recimo v Pomurju in pa drugod po Sloveniji, kje je tista glavna težava mogoče na tem področju? Glejte, tukaj v Prekmurju je lokalna skupnost zelo zgodaj vcepila norme družbenega sistema romski skupnosti. Romska skupnost je tudi začela razumeti te družbene norme kot družbena pravila. Torej to, kar tudi pač jaz osebno kot lokalni politik zagovarjam, koliko pravic, toliko dolžnosti. In na nek način romska skupnost je ob tem, da je pomurska regija vključujoča, je tudi romska skupnost zelo zgodaj se začela sama vključevati. Tako da danes tukaj v Prekmurju v bistvu skoraj da ne poznamo, da nekdo ne bi končal osnovno šolo. Predšolska vzgoja je v polnem teku, torej pač starši vpisujejo pač svoje otroke v predšolsko vzgojo. Ta zgodnja socializacija prispeva k temu, da potem romski otrok tukaj iz Prekmurja konča osnovni šolski program, potem se vključi v poklic, pridobi poklic in postane davkoplačevalec, kar ponovno rečem,
prispeva k dobremu sobivanju. To so v bistvu te razlike, ki se še tam na jugovzhodu morajo zgoditi. Je pa res to, kar trenutno v pomurski regiji ugotavljamo, je pa na nekoliko premajhen poudarek na mlade Rome. Torej, mladi niso samo prihodnost, ampak so tudi naša sedanjost. In prav je, da tudi z nekaterimi novimi programi, nekoliko novim pristopom, na nek način začnemo tudi mlade spodbujati, da grejo nadaljevati pač za šolanjem, da pridobijo poklic, še bolj pa da na nek način končajo višjo izobrazbo, kajti dokler Romi ne bomo zasedali pozicije, bi rekel, v javnih ustanovah, ne bomo imeli pogajalske moči recimo na trgu dela. Mogoče za vas vprašanje, kakšno pa je recimo področje zaposlitve, kako so zaposleni Romi? No, to je pravzaprav eno izmed pomembnih vprašanj, s katerimi se sooča romska skupnost. Mi moramo reči, da takrat, ko je Slovenija postala samostojna in ko so se seveda podjetja rekonstruirala oziroma tudi prišla v fazo odpuščanja delavcev, so Romi bili pravzaprav prvi na listi odpuščenih. Zdaj moramo reči, da se v Prekmurju Romi predvsem zaposlujejo v Avstriji. 90% vseh zaposljivih Romov se zaposli v Avstriji, kar potem prinaša tudi te določene ugodnosti. Zdaj recimo na Dolenjskem Posavju in Beli krajini je ta zaposlitvena mera oziroma število pripadnikov romske skupnosti zelo nizka. Torej zaposlitve ni, kot je prej bilo povedano, tudi izobraževalna struktura je zelo nizka in zaradi tega seveda tudi zaposlitve ni. Zdaj, če samo spomnim na nekatero stvar, ki je pravzaprav v tem času zelo aktualna, je ta, prej je bilo rečeno, da imamo kar nekaj, predvsem v Prekmurju, lahko rečemo tudi ta struktura se povečuje v drugih regijah, torej kar nekaj izobraženih Romov, vendar se pojavi v slovenskem prostoru en problem, s katerim se bo družba in romska skupnost tudi morala soočiti, predvsem pa programi, ki so namenjeni Romom, je v tem, da mladi izobraženi Romi v velikem številu ne morejo opraviti torej prakse oziroma strokovne izpite, zato ker jih na delovnih mestih oziroma firme jih ne zaposlujejo. Ne zaradi tega, da bi njegova kvalifikacija ali poklic bil vprašljiv, ampak zaradi tega, ker je pripadnik romske skupnosti. Tako da tudi pri nas so te možnosti nekako bolj dane glede zaposlovanja preko različnih projektov. Teh projektov je veliko, vendar se potem tudi sami sprašujemo, kaj takrat, ko bodo ti projekti končani, ko več projektov ne bo, ali bodo dane možnosti vsem tem pripadnikom romske skupnosti do zaposlitve. Ne samo izobraževalni strukturi. Živeti morajo tudi drugi, torej tisti, ki nekako niso izobraženi, ki nimajo končanih šol. In to so tudi nekako starejši Romi, bom rekel tam od 40 do 50 let, ki seveda morajo preživljati svoje družine, za te pravzaprav nekako službe skoraj ni. In to so problemi, s katerimi se bo morala soočati romska skupnost. Zdaj, sami ekonomski položaj romske skupnosti je, oziroma tematika ekonomskega položaja v slovenskem prostoru je neobdelana, nedodelana, zaradi tega, ker pravzaprav ekonomskem položaju romske skupnosti se namenja zelo malo, bom rekel, pozornosti. Pa bom zaključil pravzaprav s tem, glejte, nekatere skupnosti, manjšinske skupnosti v evropskem prostoru se razvijajo tudi na ekonomskem položaju. Romska skupnost zaradi zgodovinskih in drugih okoliščin, tudi izobraževalnih in seveda namestitvenih oziroma bivalnih, tega ekonomskega vprašanja pravzaprav ne more postaviti v nekem okviru, da bi se lahko romska skupnost začela s tem ukvarjati. Drugače rečeno, evropske manjšine se s tem ukvarjajo in seveda ta ekonomski položaj je dokaj ugoden. Ekonomski položaj romske skupnosti pa še vedno v tem času še ni dobil epiloga. Zdaj, če mogoče nekako pogledamo to časovnico razvoja romske skupnosti, nek napredek je vseeno bil. Zdaj, s kakšnimi ključnimi koraki so pač v teh zadnjih letih nekako ste izboljšali ta položaj? Kakšni so bili tisti koraki pomembni? Ti koraki so bili pravzaprav najprej storjeni v tem, da je romska skupnost in pa večinska skupnost, predvsem politična sfera,
ugotovila že davnih 1950-1960 leta, da je potrebno skupaj sodelovati. To je temeljni rezultat tega, kar danes lahko čutimo, torej sodelovanje, kjer je romska skupnost skupaj z različnimi akterji, torej gospodarstveniki, socialnimi službami, izobraževalnimi inštitucijami sedla skupaj in ugotavljala, torej, kaj je potrebno za romsko skupnost oziroma skupaj z romsko skupnost narediti, da bo razvoj romske skupnosti takšen, kot ga danes čutimo v prekmurskem oziroma pomurskem okolju. Ogromno stvari je prišlo takrat, ko smo dobili tudi romske predstavnike v občinskih svetih, ker so ti sogovorniki torej imeli možnost izpostaviti pobude, mnenja in stališča in s tem zagovarjati tudi interese romske skupnosti. Tukaj se je ta premik čutil že v večji meri kot v preteklosti. Ne smemo pa pozabiti tudi to, kar je prej že bilo povedano, različni programi, od nacionalnega programa do nekih določenih zakonskih premikov, recimo tudi sofinanciranje občin tam, kjer Romi živijo, kjer te možnosti seveda so. Pa samo, da povem recimo, kaj je tisto, kar bi morali nadgraditi s temi programi. Kolega Darko je prej povedal, infrastruktura in tako naprej, da se je to pač nekako razvijala. Tisto, kar moramo k temu razvojnemu programu dodati, so akcijski načrti, ki jih itak občine morajo pripraviti, morajo pa predvsem vsebovati vsebine. To pomeni, če je infrastruktura zagotovljena, pa če zdaj gledamo infrastrukturo močne romska naselja, kjer je asfaltirana cesta, razsvetljava, internet, vse, kar torej spada k temu, moramo seveda zdaj nekako te stvari modernizirati oziroma dopolniti, da bodo vsebine, ki so, zaživele. To je pa problem v mnogih tudi prekmurskih naseljih, kjer Romi živijo. Mogoče še vaš komentar na to vprašanje? Treba reči, da je romska skupnost v nekem, predvsem tukaj v Prekmurju, v nekem dinamičnem procesu razvoja. Ampak kljub temu še vedno je romska skupnost skupnost splošnega pomanjkanja. Primanjkuje nam vsega, torej ekonomski kapital, kulturni kapital, izobraževalni kapital. V bistvu to so vsi ti kapitali, ki v prihodnje morajo biti pač pridobljeni. Zdaj, ko govorimo o stopnji zaposlenosti tukaj v pomurski regiji, kljub temu, da imamo izobražene Rome, kljub temu, da se Romi želijo delati, ostajajo v evidenci brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Res je, da Zavod za zaposlovanje ni tista institucija, ki v bistvu išče ali v bistvu doda delo, ampak je Zavod za zaposlovanje tista institucija, ki na nek način pomaga pač plasirati pač zainteresiranega na trgu delovne sile. In tukaj jaz sam ugotavljam, tudi nekatere izkušnje imam iz tega, ugotavljam, da pa še vedno ostaja velik predsodek delodajalcev, pač, da bi zaposlovali Rome. Zato moramo razmišljati v tej smeri, vkolikor želimo pridobiti ta ekonomski kapital, vkolikor želimo, da bi Romi bili bolj aktivni oziroma bolj se pojavljali na trgu delovne sile, moramo slediti potrebam. In če danes gledamo pač razpis, koliko prostih delovnih mest je, in zagotovo bi lahko Romi izvajali ta prosta delovna mesta. Zato mi v naši zvezi razmišljamo v vzpostavitvi zelena delovna romska mesta, torej zelena delovna mesta za Rome. Na nek način bo treba tudi v sodelovanju z šolami, torej tisti otrok, ki bo končal šolo, bo ga treba pravilno usmeriti za tisti poklic, ki je danes trenutno, za katerega je trenutno danes povpraševanje. Samo tako lahko ob še vedno tem predsodku lahko se Romi pojavimo na trgu delovne sile, pozneje postanemo pač davkoplačevalci in seveda sprejeti v družbi kot so prispevalec pač k družbi. Veliko bo treba, tako kot sem rekel, pač na samem začetku mlade dobesedno zaktivirati. Mlade bo treba na nek način aktivirati tudi v smislu politične angažiranosti, politične participacije. Lokalne volitve, ki so pred nami, je že prva priložnost, da na nek način romska skupnost izstreli na lokalne volitve junake, ki bodo začeli pač vleči ta voz. Ker ko si začneš sam pomagati, potem ti še tudi drugi pomagajo.
Pušča kot edina samostojna krajevna skupnost je dober pokazatelj, tam, kjer na nek način vsi deležniki si zastavijo en cilj in vsi strmimo k doseganju tega cilja, potem je tu rezultat, kot je danes Pušča. To moram danes reči v tej oddaji. Pušča bo v mesecu juniju v Londonu spet predstavljena kot najboljši primer v evropskem prostoru. Ja, zdaj pa, če nekako naredimo primerjavo Slovenija in druge tuje države, recimo naše sosednje, kakšen je naš položaj v primerjavi z drugimi državami? Mogoče gospod Muc. Ja. No, tako kot sem prej povedal, torej lahko govorimo za slovenski primer kot pozitiven primer. Tukaj se velikokrat pri teh pozitivnih primerih prav Pušča izpostavi kot tudi evropski dober primer. Glede na to in poznam razmere torej tudi v drugih državah, so razmere v drugih državah seveda slabše kot pri nas. Da tisto, kar mene v tem trenutku najbolj moti, so tudi nekatere dejavnosti, ki kažejo to slabo stanje v drugih državah, je pa predvsem to, da se je ponovno začel širiti antiromizem, sovražni govor, diskriminacija, tudi genocid, recimo. Če spremljamo vse te dogodke, ki so se dogajale od Italije, Francije, Poljska, Češka, Madžarska, recimo Romunija, Bolgarija, so to vse nekako aktivnosti, protiromske aktivnosti, ki se izvajajo. Dotaknil bi se recimo tudi Ukrajine, ki je danes zelo aktualna zadeva. Torej tam so Romi zelo izpostavljeni, nad njimi se izvaja trpinčenje, genocid, jih enostavno ne vzamejo na avtobuse, na vlake, takrat, kada se begunce pelje v druge države. Dobesedno jih pretepajo, privežejo jih k električnim stebram, enostavno nimajo nobene moči. Neka aktivna solidarnost se je potem pokazala med Romi iz drugih držav, torej madžarski, poljski in pa romunski Romi pomagajo Romom iz Ukrajine na vsa področja, humanitarne in druge pomoči. Tisto, kar mene v tem trenutku moti, je to, da tako kot je bilo nekoč v Bosni in Hercegovini, kot je bilo nekoč na Kosovu, ko evropske inštitucije, humanitarne organizacije, medije niso poročali o tem, kaj se dogaja tam z Romi. Romi so bili izpostavljeni v negativnem smislu. Se danes to dogaja v Ukrajini. In nobena inštitucija, kot sem prej omenil, o tem ne govori. Romi so tudi pred vojno v Ukrajini bili zelo diskriminirani v Ukrajini. Tako da to je vprašanje, ki se postavlja v evropskem prostoru kot nov pojav. In tako kot smo prej rekli, torej tam, kjer Romi niso izobraženi, tam, kjer niso urejene bivanjske razmere, tam, kjer ni pitna voda, ni elektrike, tam, kjer pravzaprav Romi nimajo sogovornikov, recimo tako kot ima Slovenija na lokalni ravni. Seveda so tam problemi veliko večji, kajti tam Romi obravnavajo kot drugorazredne državljane in seveda tudi njihova mnenja in stališča niso upoštevana. Zdaj pa, če recimo gledam ta politični vidik, o katerem je tudi Darko prej govoril, glejte, v nekaterih državah so pa romske skupnosti bolj razvite na političnem področju. Torej, zakaj? Zaradi tega, ker Slovenija je mlada država in seveda te politične spremembe smo mi nekako čutili šele po osamosvojitvi. Torej, druge države ali pa recimo republike bivše Jugoslavije, kakorkoli govorimo, so te zadeve že imeli v prejšnjih sistemih v svojih državah že urejene, tako da recimo imajo kar nekaj predstavnikov v državnem zboru, imajo državne sekretarje, imajo na ministrstvih svetovalce, imajo na zavodih, inštitucijah zaposlene ljudi, ki seveda potem lahko zastopajo njihove interese. Mi smo velikokrat v zadnjem času opozarjali, predvsem na področju zaposlovanja, da bi tudi v Sloveniji morale inštitucije, zavodi, občine, centri za socialno delo, šole in tako naprej, pa ne glede, da šole zdaj zaposlujejo romske pomočnike, ampak zaposliti tudi tiste ljudi, ki imajo določeno izobrazbo oziroma primerno izobrazbo, da bi lahko tako tudi pomagali romski skupnosti. Tako da generalno rečeno v Sloveniji je položaj romske skupnosti sigurno boljši kot v drugih evropskih državah. Mogoče še vaš komentar?
Jaz nikoli nisem rad imel te primerjave z drugimi državami, kakor tudi ne primerjave, ki jih radi delamo tukaj v Sloveniji med Prekmurjem in, bi rekel, jugovzhodnim delom. Romska skupnost je ena specifična skupnost in seveda, ker je ta specifičen, različen položaj, potem pomeni različen pristop oziroma drugačen pristop. Jaz v bistvu sem vesel, da se je zadnje kolo zlomilo prav tukaj v Sloveniji in da so tukaj Romi naši obstali. Sicer pa legenda našega kraja tukaj v Prekmurju pravi, da so naši predniki bili iskalci tistega kraja na svetu, za katerega so verjeli, da bodo dobro sprejeti in razumljeni. In hvala Bogu. Mi tukaj v Prekmurju na nek način smo jasen pokazatelj, kako se lahko da. Kako se lahko tudi da, da se romska skupnost vključi v okolje, v katerem živi. Imel sem priložnost obiskati tudi druge države, kako Romi živijo. Res, še enkrat ponavljam. Romska skupnost je v slovenskem prostoru vse skozi prisotna. Tako kot je kolega Jožek rekel, tudi po letu 1991, ko so se začele risati nove meje, je romska skupnost spet ostala znotraj teh meja. Tako da v bistvu temu je jasen pokazatelj, da bo država oziroma politika morala prej ali slej omogočiti, da bi Romi imeli svojega poslanca v državnem zboru. Torej, dokler se Romi ne bomo ukvarjali s politiko, se bo politika ukvarjala z romsko skupnost oziroma z nami in bomo vedno v bistvu, bi rekel, na stopnji dobre volje nekega politika oziroma neke aktualne oblasti. Zato v bistvu smo v Zvezi za preporod in Forum romskih svetov Slovenije poslali na vse parlamentarne stranke 2 vprašanja. Ali bi v primeru, če bi bili izvoljeni in bodo kot parlamentarna stranka v državnem zboru podprli uvedbo romskega poslanca in ali v svojem programu imajo tudi vsebino za reševanje romskega vprašanja. Torej, treba je reči, da smo Romi tukaj v Prekmurju prišli do neke faze razvoja, ker smo na nek način obstali v nekem križišču poti, ker Romi na nek način sami izbiramo pot. In na nek način moram reči, da romska skupnost izbira pot nekega moderniziranega načina življenja, žal pa nekateri še vedno ostajajo v tradiciji in seveda v tradicionalnem načinu razmišljanja. Torej, pomembno je, da nek način, ko zdaj Romi večina izbiramo sodoben način življenja, kar pomeni, da bomo živeli po teh normah, da bomo razumeli svoje pravice, ampak da se bomo tudi zavedali svojih obveznosti. In tako kot Jožek reče, Slovenija za primerjavo z drugimi državami je v veliki prednosti. Prvič po svoji majhnosti, drugič po svojem geopolitičnem položaju in tretjič je romska skupnost tudi, bi rekel, relativno majhna skupnost in na nek način zelo malo bi bilo potrebno, da se politika na nek bolj, bi rekel, ohrabri in v prvi vrsti omogoči romskemu poslancu v državnem zboru. Na lokalni ravni je vzpostavljen institut romskega svetnika, ki letos praznuje že 20 let svojega obstoja. Vse vedno več imamo visoko izobraženih Romov in vsak narod je inteligenca potegnila naprej in tudi pri Romih ne sme biti drugače. Ampak ko sem pri visoko izobraženih Romov, pa moram danes, predvsem ob svetovnem dnevu, poslati tudi hkrati en apel. Mi imamo visoke izobražene Rome, ki morajo zapustiti našo državo, ker v bistvu tudi visoko izobraženi Romi ne najdejo svoje zaposlitve v primeru svoje visoke izobrazbe. In to se ne sme dogajati. Nam se redko kdaj zgodi, da nekdo izplava iz tega začaranega kroga, postane visoko izobražen, potem pa niti ne more dobiti zaposlitve. Torej, pozitivne zglede bi morali obdržati doma. Mogoče razmislek, predvsem Romi, ki se visoko izobražujejo in pridejo do visoke izobrazbe, to so z področja predšolske vzgoje ali pa bi rekel šolskega področja, mogoče bi veljalo razmisliti, da na Ministrstvo za šolstvo vzpostaviti oddelek za razvoj romskega izobraževanja.
Tako, zdaj pa, če pridemo nekoliko na vaše projekte. Katere aktualne projekte trenutno izvaja Zveza Romov Slovenije? Torej, mi pravzaprav izvajamo najprej te tradicionalne projekte, teh je pač ogromno. Kot veste, v sklopu Zveze Romov Slovenije delujejo različni organi, od Inštituta za romološke študije, izobraževanje in kulturo do Romskega muzeja, potem tudi knjižnica, ki zelo dobro deluje, založništvo, ki je zelo močno pri nas razvito, in pa seveda vse tiste aktivnosti, ki smo jih seveda opravljali že vrsto let. Tudi kakšne dogodke, recimo kot je spomin genocida nad Romi, potem holokaust, potem tudi romski jezik, torej Svetovni dan romskega jezika in pa seveda Dan Romov, ki je za nas zelo pomemben, kajti velikokrat, tako kot recimo se danes v tej oddaji pogovarjamo o aktualnih zadevah, jaz vedno rečem, da takrat, kadar se pogovarjamo o Dnevu Romov, je pametno in vsaj nekako logično, da povemo, da je pravzaprav iz tistega, bom rekel, temeljnega izhodišča, ki so ga leta 1971 od 6. do 8. aprila v Londonu sprejeli, je pravzaprav vodilo za vse tisto, kar se danes dogaja. Moram reči, da nekatere sklepe, nekatere ugotovitve, ki so bile takrat pač tudi ugotovljene in povedane, še vedno niso uresničljive. Predvsem na področju spoznavanja romske zgodovine, kulture in jezika, diskriminacije, protiromizma in vse to, kar sem prej povedal. Torej, vsem tem se Zveza Romov Slovenije tudi ukvarja. Ukvarjamo se z izboljšanjem položaja romske skupnosti. To je tudi naš temeljni statutarni, bom rekel, akt, ki smo ga že od začetka uveljavili in na področju tega tudi delamo. Ogromno predlogov, potem tudi mnenj, stališča izoblikujemo preko naših organov. Prav včeraj smo recimo v Ljubljani imeli skupščino Zveze Romov Slovenije, ker smo razpravljali tako o nacionalnem programu za Rome, kot tudi o drugih aktualnih vprašanjih in pa programih, ki jih bodo izvajale romska društva, ki so včlanjene. Tako da s tem se ukvarjamo, veliko teh zadev je. Seveda pa so tudi novi izzivi. Torej, novi izzivi, kot sem prej povedal, veliko več pozornosti bo potrebno dati temu sovražnemu govoru, veliko več pozornosti bo potrebno dati tudi razmišljanju o ekonomskem stanju pripadnikov romske skupnosti, potem veliko pozornosti pri vključevanju romske skupnosti v družbi. Zakaj to povem? Kolega Darko je prej povedal izobraženi Romi in tako naprej. Seveda, eno je zaposlitev teh izobražencev in pa seveda njihova stopnja izobrazbe, drugo je pa njihovo vključevanje mladih. Kot veste, v preteklosti smo Romi imeli tudi različne organizacije društva, športne, kulturne, ki so se ukvarjali z mnogimi aktivnostmi. To danes nekako se izgublja, pa ne bom rekel, da samo zaradi covida, ampak tudi zaradi priložnosti in možnosti, ki jih nekatera naselja torej nimajo. Zaradi infrastrukture, zaradi organiziranosti, zaradi, bom rekel, možnosti, da bi lahko to izvajali. In seveda vsemu temu pri Zvezi Romov Slovenije nekako dajemo te prednosti. Veste, da se Zveza Romov Slovenije, mislim, da lahko to povem, edina organizacija v Sloveniji, ki se temeljito ukvarja z raziskovanjem zgodovine in pa kulture ter jezika. In tudi tukaj moramo te stvari nekako dopolniti. Seveda pa Zveza Romov Slovenije išče tudi možnosti sodelovanja z drugimi romskimi organizacijami, inštitucijami, tudi recimo svetniki, tam, kjer ta možnost in priložnost je. Pa mogoče še vi, kakšni so trenutni projekti Zveze Preporod? Zveza Preporod strmi k enemu cilju z projekti in programi prispevati k izboljšanju položaja romske skupnosti v slovenskem prostoru. Izvajamo predvsem programe socialne aktivacije. Velik poudarek dajemo na romske ženske. Naše ugotovitve kažejo, da tam, kjer je močna ženska v družini, je tudi močna družina. Na vse zadnje pa tudi močna romska skupnost. Zato tudi v okviru praznovanja Svetovne dnevu Romov pripravljamo
posvet Močna ženska, močna družba. Seveda velik poudarek dajemo na dvigu zaposlenosti romske skupnosti. V tej smeri smo tudi spostavili informacijsko točko na Pušči z, bi rekel, soorganizatorji 15 institucij, ki se na nek način neposredno ali posredno ukvarjajo z romsko tematiko. Zelo veseli smo, da je seveda k temu pristopilo tudi Zavod za zaposlovanje in na nek način želimo približati romski skupnosti pač trg dela. Zato tudi ob 8. aprilu v Klubu mladih pripravljamo posvet zaposlovanja mladih Romov. Na nek način pač želimo tudi preko razprav, preko javnih razprav, na nek način spodbuditi predvsem mlade Rome, da je samo zaposlitev tista, ki lahko prispeva k osebnostnemu razvoju. Torej, če si ti danes zaposlen, ne pomeni samo zato, da ti dobivaš nek mesečen prihodek, ampak zaposlitev pomeni osebnostni razvoj. In tam, kjer je v bistvu v družini vsaj eden od staršev zaposlenih, ugotavljamo, da je tudi veliko večji učni uspeh tega otroka. Uvajamo tudi, tako kot sem že omenil, zelena delovna mesta za Rome. Tukaj se za Ljudsko univerzo Murska Sobota, pa tudi za Ljudsko univerzo Lendava pogovarjamo, kako bi preko skrajšanih programov pač Romi mladi predvsem pridobivali pač te kvalifikacije in bi lahko izvajali pač ta zelena delovna mesta. Vsekakor pa kot nekaj novega pa uvajamo pač turizem. Vse vedno več obiskovalcev prihaja, pač želijo si pogledati od blizu pozitivni primer Pušče. Mi smo lani beležili čez 600 obiskovalcev, ponujamo razne programe, ampak to, kar je danes pri turizmu zelo pomembno, kar se tiče romske skupnosti, včasih se je romska skupnost sramovala svoje drugačnosti, danes smo pa pač se tako v bistvu v tej smeri razvili, da se s to našo drugačnostjo razkazujemo. In na nek način moram reči, da ko prihajajo turisti in je njihov obisk napovedan na 1,5 ure, potem se pa kar tako vživijo, da pač v času trajanja obiska že podaljšujejo za naslednjo uro, tako da v bistvu v turizmu tudi na nek način vidimo nove zaposlitve in dodaten razvoj, recimo, če sem konkreten, romskega naselja Pušča. Seveda so še tudi drugi programi, projekti, ki na nek način bodisi na eni strani ozaveščajo romsko skupnost, po drugi strani pa jih na nek način želimo na nek način aktivirati in jih poslati v polje plačanega dela. Jaz moram povedati, da sem vesel, da pač Romi so zelo žalostni, če so odvisni od nekega socialnega transferja, kar je spet dober pokazatelj, da pač tudi mladi Romi niso preveč zadovoljni z prejemanjem teh socialnih transferjev in se na nek način omejiti, ampak vendarle želijo priti do zaposlitve. Tako kot je kolega Jožek uvodoma rekel, ker je v bistvu gospodarska situacija tukaj v Pomurju takšna in ni možnosti do zaposlitev, še pa sploh Roma, ker v bistvu še delodajalec ima velik predsodek, potem naši Romi odhajajo v sosednjo državo in tam opravljajo, moram reči, zelo težka dela, ampak so pač zelo dobri delavci. To je še ena potrditev, Romi si želijo delati, zato je pa prav, da tako za ene strani ozaveščamo Rome, jih na nek način pripravljamo na delo, delodajalci in trg dela pa mora tudi pač na tem področju svoje narediti, tako da bodo tudi Romi zaposleni davkoplačevalci. Zdaj za takšne projekte verjetno dobite tudi kaj sredstev od države. Kako so ta sredstva pomembna za vas mogoče? Mogoče vi najprej. Ja, sredstva so torej zelo pomembna, zaradi tega, ker seveda skupnost kot taka ne more delovati, če ni seveda materialnih možnosti, torej finančnih možnosti. Moram reči, da tudi zaradi teh finančnih sredstev, ki jih pravzaprav romska skupnost prejema, se lahko marsikatere zadeve tudi uredijo. Zdaj, prej smo govorili o nekaterih projektih, ki izhajajo iz zakona o sofinanciranju občin, torej tega 20.a člena, kjer je
pred kratkim prišlo tudi do spremembe razdelitve sredstev, kajti pri prvi razdelitvi so ta sredstva bila nekako, lahko rečem, nepravično razdeljena. To se je zdaj doseglo. Tukaj bodo seveda občine imeli veliko možnosti urediti tista vprašanja, ki so najbolj aktualna, najbolj potrebna v določenem okolju, v določeni občini. Potem seveda tista sredstva, ki nekako omogočajo razvoj na kulturnem področju. Ministrstvo za kulturo temu namenja kar velik delež sredstev za to, da se lahko ta, bom rekel, kulturna identiteta ohranja in pa tudi razvija. Mislim, da tukaj je romska skupnost tudi naredila neke določene premike. No, potem pa seveda obstajajo seveda tudi drugi razpisi, torej evropski in pa seveda iz drugih ministrstev, ki jih tudi lahko torej pripadniki romske skupnosti črpamo. Je pa tu ena velika razlika. Torej predvsem ta evropska kohezijska sredstva predvsem črpajo neromske organizacije, neromske inštitucije, torej tisti, ki imajo svoje kadre, tisti, ki imajo pač pogoje in tako naprej, in pa seveda možnosti tudi finančne, ker pri nekaterih projektih je potrebno tudi finančna soudeležba, pa vendarle tudi tukaj so neke možnosti in pa seveda potem sredstva, ki jih Urad za narodnosti namenja za razpise in Svet romske skupnosti potem nekako razpisuje za romske zveze in pa seveda potem za romska društva določena sredstva. Seveda so ta sredstva še vedno po našem mnenju prenizka, bilo bi potrebno veliko več sredstev, torej na vseh področjih, kar sem prej omenil, kajti rezultati se vidijo, tudi organiziranost romske skupnosti je lahko seveda velik pripomoček temu, da se stanje v romske skupnosti izboljšuje. Pa bi samo nekako povedal zelo pomembno zadevo, ki je pravzaprav v evropskem prostoru zelo prisotna. Torej, romska skupnost je postala nekako, bom rekel, priložnost za nerome. Torej, v preteklosti so vsi govorili, da koliko družba, koliko neromi prispevajo in po domače rečeno na račun neromov, torej Romi imajo koristi. Danes lahko govorimo tudi obratno ali pa lahko vzajemno govorimo, torej koliko družba, neromska skupnost, inštitucije, organizacije imajo koristi na račun Romov. Torej to se tudi dogaja. Evropa namenja ogromno sredstev za to. Vprašanje pa je, kako določene države ta sredstva torej črpajo. Tako da prej smo govorili torej o aktivnostih takšnih ali drugačnih, pa samo sekundo, da povem, takrat, ko sem se jaz začel ukvarjati z romsko problematiko, je bilo tako, da sem po romskih naseljih, tudi na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini hodil, tudi z štopom, če je bilo potrebno, z avtobusom recimo, pa če tako po domače rečem, nisem imel niti za sok, niti za sendvič, ne, pa sem vseeno hodil, organiziral Rome, se z njimi pogovarjal. Danes pa so te možnosti drugačne, torej so, lahko rečem, neki potni stroški, neke dnevnice, neke stvari so, da se lahko to razvija in prav je tako. Prav je, da se tukaj lahko oblikuje ta potencial romske skupnosti, tudi pri mladih. Prej smo govorili pri mladih, da ne bodo torej, oziroma da bodo imeli neko voljo po aktivizmu, kajti tudi to, da danes recimo mladi imajo določene težave, izhaja na področju izobraževanja in zaposlitve tudi to, da mnogi romski Romi nekako jim izobraževanje ni vrednota. Torej ni vrednota zaradi tega, ker pravijo, imam določeno izobrazbo oziroma naš kolega, naš Rom ta in ta ali pa Romkinja ima takšno in takšno izobrazbo in seveda nima zaposlitve, kar pa ni neka motivacija za mlajše generacije. Tako da bi bilo potrebno tudi te stvari malo evalvirati, ugotoviti, kaj je potrebno, kaj je tisto, kar recimo so uspešni kazatelji in seveda tisti, ki nimajo uspeha. Tam, kjer ni uspeha, tam, kjer nekako napredka ni, bi se moralo to nekako preoblikovati, razformirati ali pa celo ukiniti. Zdaj mogoče še v sredstvih z vami jih je dovolj, da recimo ohranite vašo kulturo in vse dejavnosti. Končno je sklenjen trikotnik država, lokalna skupnost in romska skupnost. In država je na nek način vendarle
stopila naproti lokalni skupnosti in z novim zakonom o financiranju občin z romskim prebivalstvom, z dodatnim financiranjem omogoča, da lokalna skupnost lahko pač iz svoje pristojnosti izvaja svoje naloge in obveznosti tudi do romske skupnosti, ki so v prvi vrsti občani. In v veliko korist in lažjega dela tukaj imamo romski svetniki, kajti sedaj pač občine pač iz te postavke imajo določena sredstva, s katerimi lahko v bistvu v svojih proračunih načrtujejo. Seveda, kar se tiče financiranja, pač zelo jasno je in tudi pač zelo odgovorno je, da že lokalna skupnost v svojem proračunu zagotavlja pač določene postavke za posamezne investicije, pač predvsem, ko govorimo o razvoju prostora, načrtovanja in tako naprej. Drugo, kar je kolega Jožek omenjal, je financiranje pač teh dejavnosti, pač bi rekel, kulturnih organizacij, zvez. Pa lahko rečem, da bi tukaj na tej ravni morali imeti več financiranja. Kajti na eni strani se pojavljajo vedno znova več problemov, po drugi strani pa na nek način se kaže velika zainteresiranost same romske skupnosti, ki bi na nek način tudi preko tovrstnih programov lahko prispevala, da bi pač razvoj tekel tako, kot si vsi želimo. Pač moram priznati, lahko Jožek to tudi potrdi, nikoli kot danes ni toliko pripravljenosti znotraj romske skupnosti, da na nek način se sama zaktivira in prispeva ta svoj del, da bodo tiste generacije, ki prihajajo, lahko lažje živele in se bolj učinkovito vključevale. Tako da v bistvu jaz tudi pričakujem v prihodnje, da bo to financiranje na nek način na višji ravni. Še posebej pa tudi pozdravljam, da je vse vedno več Romov pripravljeni, da delajo v dobrobit romske skupnosti in počakajmo. Pred nami so nove volitve, nova vlada, novi pristopi, potem pozneje so lokalne volitve, nova garnitura romskih predstavnikov in to, kar je v bistvu danes nuja, romski predstavniki moramo stopiti skupaj, si izmenjati dobre, slabe izkušnje, tudi znanja in moramo vse do takrat vztrajati, dokler ne bo več izgubljenih generacij romske skupnosti. Zdaj pa preidemo na Svetovni dan Romov. Kaj za vas osebno pomeni ta dan in kako ga boste obeležili? Najprej moram povedati, bomo dan Romov obeležili kot osrednjo kulturno prireditev. Bo 8. aprila ob 18. uri v gledališki dvorani Park v Murski Soboti. Nastopale bodo različne kulturne glasbene skupine, med njimi tudi skupina Romanov glasov iz Pušče, kjer je tudi član Darko. Pridejo gosti iz Madžarske, iz Velenja, iz drugih, torej tudi iz Dolenjske. Slavnostni govornik bo predsednik države, gospod Borut Pahor. Tisto, kar se posebej veselimo, je tudi to, da bomo dali priložnost tudi malčkom iz vrtca Romanov iz Pušče, kajti vrtec tudi letos obeležuje 60. obletnico, kar je en poseben dogodek v tem letu. In seveda ne samo s tem obeležitvijo, ampak tudi z različnimi drugimi dejavnostmi. Mi bomo tudi v našem muzeju nekako gostili kar nekaj gostov, ki so se že napovedali, tudi iz tujine recimo. Potem pa 14. aprila pripravljamo širšo razpravo o zaposlovanju Romov, ker bomo povabili državne inštitucije, torej Forum romskih svetnikov, romske aktiviste, občine in tako naprej. Tako da bo kar nekaj teh zadev pač pripravljenih. Konec koncev bo išlo tudi časopis Roman o tem, tudi nekaj knjig bo išlo v ta, upamo, da tu nekje do konca aprila. Ampak če se pa vrnem spet, pa ne namensko, ampak zaradi tega, ker se pogovarjamo o dnevu Romov. Veste, včasih se pogovarjamo o tem dnevu kot
dan, ko greš skupaj, ko se Romi najdemo, naredimo proslavo in gremo narazen. Ne. Ampak dan Romov je veliko več. Jaz velikokrat rečem, da takrat, kadar je dan Romov, vsi sprašujejo, kakšen je položaj Romov, kaj se bo storilo v prihodnosti, kaj je bilo tisto, kar bi izpostavili iz preteklosti, kar se tiče položaja. Jaz pa vedno rečem, da je dan Romov tisti moment, tisti dan, ko se je treba spominjati, kaj je pravzaprav prinesel prvi kongres Romov v Londonu. To so ogromne stvari, ki še danes nekako motivirajo romske aktiviste. Še danes je potrebno nekatere stvari iz tistega srečanja nekako nadgraditi. Recimo leta 1980 je v Varšavi bil sprejet na enem izmed kongresov deklaracija o razvoju romskega jezika. In danes, recimo, ko gledamo razvoj romskega jezika, je to eno temeljnih vprašanj, ki je bilo takrat že 71. postavljeno in seveda še vedno Romi nimamo nekako razvite ta sistem razvoja romskega jezika, ki bi se razvijal v takšni meri, kot se je recimo predvidevalo leta 1980. Pa potem 1971, ko so Romi govorili o tem, da pravzaprav se pozablja genocid nad Romi v drugi svetovni vojni. Naj povem, da se je genocid nad Romi začel pred 1000 leti že, ko je Mahmud Ganzi v Indiji začel preganjati Rome in zato so Romi torej iz Indije pobegli v druge kraje, tudi v Evropo. Da se je 1933. leta, da so takrat v pruski oziroma v nemškem okolju, v okolju takratne Nemčije dogajal genocid na tej ravni, da so dobili tisti, ki so odsekali glavo Romom, pa tudi otrokom dobivali nagrade za to, da se je v drugi svetovni vojni pojavil splošen genocid. In seveda, kar je bistvo tega, šele 1982. leta je evropska politična javnost priznala, da se je genocid zgodil tudi nad Romi. In da je 2015. šele v Berlinu postavljen spomenik v spomin genocida nad Romi. Glejte, to so stvari, s katerimi se še vedno romska skupnost sooča in prej sem govoril o nekaterih aktivnosti, torej proti romskim aktivnostim, ki se danes dogajajo. To so vprašanja, ki sicer ne posegajo v kulturne ali pa recimo bivalne razmere, tako kot se danes mi pogovarjamo, torej akcijski načrti in tako naprej. To so pravzaprav vprašanja obstoja neke manjšine. In tu se Romi moramo tudi tega zavedati. To, kar se recimo dogaja danes v Ukrajini, se lahko jutri zgodi v kateri drugi državi. In tu moramo biti zelo pozorni, zelo upoštevati ta dejstvo, da je prav dan Romov pravzaprav tisti dan, ko se moramo zavedati našega obstoja. Ne, da se zavedamo, kako živimo danes, kako smo živeli jutri, kako bomo, kako smo v preteklosti. Ampak da vse to nekako obkrožimo tukaj in da gradimo neko misel, ki nam je bila dana že leta 1971. Pa še mogoče vaš odgovor? Veliko manj bom je treba sedaj povedati. V bistvu Svetovni dan Romov je priložnost, da Romi na glas povemo, tukaj smo. Torej geslo opre Roma, torej dvignemo glave in gremo naprej. Mi v sled tega že ves teden nagovarjamo romsko skupnost, da naj bodo ponosni govorci romskega jezika. Nagovarjamo otroke, da naj ne obupajo, da naj živijo svoje sanje in jih uresničijo. Nagovarjamo starše, da so oni prvi vzgojitelji svojih otrok in da naj vendarle prevzamejo to svojo odgovornost, da svojemu otroku pač ponudijo tisto, kar v bistvu potrebuje za svoj optimalni razvoj. Nagovarjamo institucije in hkrati se jim zahvaljujemo. Ogromno so naredili za razvoj romske skupnosti. In vse zadnje v bistvu nagovarjamo vse romske predstavnike, vse romske organizacije, da je prišel čas, da stopimo skupaj in da, tako kot sem že omenil, vztrajamo vse dokler ne bo več izgubljenih generacij Romov. Jaz bom ta dan obeležil zjutraj z posvetom na temo zaposlovanja Romov.
Popoldan pa bom v bistvu v kinodvorani pač kot glasbenik pač zabavljal pač prisotne in če skozi celo leto vsak dan se ukvarjam z prijetnim, manj prijetnim problemom, si še dovolim, da bom pač še ta zadnji dan na nek način zabavljal pač vse prisotne, ki bodo tam ob svetovnem dnevu na osrednji prireditvi v Kinopark Murska Sobota. Pa mogoče še na kratko za konec, kaj si želite v prihodnje za romsko skupnost? Jaz v bistvu, ko sem stopil v politiko, sem stopil samo zaradi tega, ker sem v bistvu kot dijak, ko sem šel v Ljubljano v srednjo šolo, pri prvi uri doživel v bistvu oziroma spoznal, kaj je v bistvu biti to drugačen oziroma izločen. Takrat me je profesor spraševal, odkot prihajam. In ko sem mu rekel, da prihajam iz romskega naselja, da sem pripadnik romske skupnosti, mi je rekel, kaj pa vi tukaj iščete, pejte domov fazane past. Ampak mene je ta stavek izgradil. Od tistega časa v bistvu sem postal nosilec romske pravice in dolžnosti. Zato v bistvu ob tem svetovnem dnevu Romov rečem, moramo biti ponosni državljani Republike Slovenije. Moramo čutiti korenino, ki jo imamo. In če na nek način pač to skupaj povežemo, da se zavedamo, kdo smo, da smo pač pripadniki romske skupnosti in da smo državljani Republike Slovenije, potem je ena svetla prihodnost lahko pred nami. In naj zaključim z stavkom. Ko enega Roma pač nekdo na uradnem dogodku spraševal, pa kaj ste vi, pač kaj vam bolj odgovarja, da ste vi, kaj ste vi, Romi ali ste Cigani? In je takrat ta v bistvu Rom odgovoril, da nam oblast pravi, da smo Romi, večinska skupnost nam pravi, da smo Cigani, mi pa sami zase pravimo, da smo državljani Republike Slovenije. Zelo dobro je odgovoril. Pa še mogoče vi, kaj si želite za v prihodnje? Torej, jaz vsekakor želim veliko večjega sodelovanja med Romi in neromi, veliko več posluha za romsko tematiko, za romske probleme oziroma težave. Želim si tudi, bom rekel, več skupnega, dobrega dela med vsemi akterji, ki se ukvarjajo z romsko problematiko in pa seveda z sprejemanjem romske skupnosti. To pomeni, da ne bo več vprašanja o tem, ali si nekdo Roma želi za soseda ali pa ne. In pa seveda na koncu veliko več politične odgovornosti tistih, ki odločajo, ki imajo te možnosti odločati o vseh državljanih, ne samo o Romih, ampak tudi o Romih, recimo, o naši prihodnosti, da imajo veliko več razumevanja in pa da to odgovornost, bom rekel, nekako prenesejo ali pa nekako to odgovornost spremenijo v neka dejanja in seveda s tem omogočijo, bom rekel, boljšo prihodnost pripadnikom romske skupnosti. Gospod Horvat, gospod Rudaš, hvala za vajina pojasnila in odgovore. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.